pozdrav, pozdrav, iz srca ljubezen, prijateljstvo vred, pozdrav, pozdrav, pozdrav. Spoštovani moški pevski zbor Gotovlje, s predsednikom društva gospodom Bojanom Pevcem, spoštovana zborovodkinja gospa Eva Deban, spoštovani župan občine Žalec gospod Jan Kokos, spoštovana direktorica občinske uprave občine Žalec gospa Tanja Razboršek-Rehar, poseben pozdrav tudi gospe Zdenki Markovič, nekdanji zborovodkinji in dobitnici Savinove nagrade. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci te izjemne jubilejne prireditve. V veliko čast in veselje mi je, da vas lahko v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in seveda v svojem osebnem imenu nagovorim ob tem častitljivem 125-letnem jubileju, ki ga skupaj slavite vsi občanke in občani, ne le zbor. Slovenci imamo petje močno zarisano v našo kulturno identiteto. Ukvarjanje z zborovsko glasbo pa sodi med najbolj priljubljeno ljubiteljsko dejavnost v Sloveniji. Z njo se povezuje najmanj 3% vseh nas prebivalcev. Pesem in še posebej slovenska zborovska pesem odmeva od sten praktično vseh slovenskih kulturnih, cerkvenih in državniških inštitucij. Tudi v dvorani našega drugega doma, Državnega sveta, radi prisluhnemo mnogim pevkam in pevcem. Hiša, v kateri se ne poje, je žalostna hiša.
Tako radi rečemo in res je tako. Slovensko zborovsko petje se ponaša z bogato tradicijo. Prvi zabeleženi zbor zasledimo že v letu 1498 z ustanovitvijo zbora kapelskih dečkov, bolj znanega kot zbor dunajskih dečkov, pod taktirko Jurija Sladkonje, dunajskega škofa slovenskega rodu. Pomembna zgodovinska prelomnica sega v pomlad narodov, ko so nastali prvi množični slovenski zbori in z njimi čudovite slovenske zborovske pesmi. V času, ko smo Slovenci bili še brez lastne države, je bilo zborovsko petje ključno za bodritev in krepitev narodne zavesti, ohranjanje jezika in kulture, na kateri je tudi zrasla mlada slovenska država. Slovenski pevski zbori žanjete uspehe na tekmovanjih, pevskih revijah in festivalih, tako doma kot v tujini. Najdaljšo tradicijo množičnega zborovskega petja ima tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, katerega pevski glas dejansko, ne le metaforično, seže tudi do moje vasi v neposredni bližini. Koliko neutrudnega in požrtvovalnega dela stoji za vašimi koncerti in nastopi, tega se mi, poslušalci, premalo zavedamo. Neskončne vaje, priprave, srečanja, organizacija prireditev, vse to je na vaših plečih. Ne le petje. Veliko priznanje za to izrekam v tej priložnosti zborovodi Bojanu Pevcu, oziroma predsedniku društva Bojanu Pevcu, ki bi težko imel boljši priimek glede na poslanstvo, ki ga vsa ta leta nosi. Hkrati je prav, da izrečem tudi zahvalo gospe Zdenki Markovič, dolgoletni zborovodkinji vašega pevskega zbora in mentorici, ki je za svoja pevsko-kulturna prizadevanja v občini Žalec prejela tudi Savinovo priznanje. Zavedamo se, da je naš tempo življenja tako v službi kot doma pospešil svoje kolesje in da je pri tem terjal davek tudi na številčnosti članov pevskih zborov. Okrepiti zbor, pridobiti še kaj mlajših pevcev je tako postala stalna naloga. Tako ste zapisali v priložnosti publikacije. Danes vas v zboru poje kar 19 članov in vesel sem, da vam je uspelo prebroditi ta izziv. Tokratni jubilej ste gotovljani še posebej oddelili cvetje. Posvetili ste ga cvetlici avtorja Antona Gorška ali po domače Toneta Gotoveljskega. A ne gre le za današnji in nocojšnji koncert. Vaše petje vsako pomlad obdari matere in žene, na jesen s pesmijo dvigujete čaše na koncertih. Oj, Talinček. In še bi lahko naštel. Kako zveni pesem v krošnjah stoletnih bitk, pa smo že slišali in upam, da bomo slišali še iz leta v leto od vašega pevskega zbora. In kot je zapela Nataša Zupan, moje ustnice ljubijo vroče, dovolite, da z verzom zaključim tudi sam. V pesmi radost mi srce ogreje, s pesmijo žalost se v solzi izjoče. Slovenci se s pesmijo rodimo, s pesmijo živimo in s pesmijo se tudi poslovimo. Naj tako ostane še v naslednjih rodovih naših hčera in sinov. Naj živi slovenska pesem, naj živi Slovenija.